Jaz sem Jure Grahek, sem glasbenik in producent. Zadnje pol leta pa se kar dosti ukvarjam v bistvu tudi z aktivizmom, ampak s pomočjo produkcije in multimedijskih vsebin. Projekt Živenajo vsi narodi je bil zastavljen kot širši projekt oziroma neka platforma za uporabo multimedijskih vsebin za spodbujanje medkulturnega dialoga. Kar pomeni, da produciramo ali videe ali neke tekst sestavke ali pač karkoli, pesmi, whatever, z namenom, da spodbujamo razumevanje med ljudmi različnih kultur, ki živijo v Sloveniji. Da Slovenci spoznajo priseljence in tudi obratno. Prva večja akcija, ki smo jo izvedli v okviru projekta Živenajo vsi narodi, je pa dobrodelna zdravljica. To je pa v bistvu predelava celotne Prešernove zdravljice, vseh 8 kitic, v sodelovanju glasbenikov Slovencev in priseljencev. Na ta način sem želel prikazati nekako to idejo nacionalne identitete kot nekaj, kar ni vklesano v kamen, ampak nekaj, kar se konstantno razvija in spreminja ne samo v zavesti naroda, ampak tudi v zavesti vsakega človeka. Zdravljica se mi je zdela najbolj primerna za ta projekt, ker je že njeno sporočilo samo inkluzivno do vseh narodov. In to je res velika redkost, ne samo za himno, ampak za katerokoli tako narodno ali ponarodelo pesem. Ponavadi se vedno te pesmi uporablja za poveličevanje lastnega naroda. Zdravljica je pa drugačna. Zdravljica pa govori o sprejemanju vseh, o strpnosti in o odprtosti. Odzivi so bili seveda in pozitivni in negativni, ampak kar me je presenetilo, ali pa mogoče ne toliko presenetilo, ker sem bil opozorjen naprej na to, kot pač prizadel recimo, je, da odzivi, ki so bili negativni, so bili velikokrat zelo ekstremno negativni. Do totalno neprimerne mere. Govorimo o sovražnem govoru, o grožnjah, o raznih trditvah, da bi bilo mene treba kazensko obsoditi. Jaz sem skozi to spoznal, da je bil projekt v bistvu pravi, da smo naredili pravilno stvar, ker če je odziv tak, če ljudje čutijo tak strah pred priseljenci, da ob enem glasbenem spotu, sončnem, kjer se vsi sam smejejo pa igrajo nek tak popiš komad, če je to dovolj, da se ljudem čisto trga in so ti pripravljeni groziti s fizičnim nasiljem, govoriti, da Hitler ni naredil nič narobe, da hvala Bogu ima Amerika predsednika Trumpa, ki lahko še kaj reši in podobne pač čiste bedarije. Jaz mislim, da je to situacija, ki ni okej, ki je ne smemo sprejeti. In jaz čutim pač kot človek z neko družboslovno izobrazbo, da je moja dolžnost, da zato probam tudi kaj narediti. Nič ni narobe z nacionalnim ponosom, je pa nekaj zelo narobe, ko se ta ponos uporablja za to, da se zatira druge ljudi, oziroma ko nek demagog izkoristi ta strah, da se dvigne in zavlada kot tiran, ker nismo toliko daleč od tega, kot se mogoče zdi. Jaz mislim, da na evropski ravni smo zdaj priča nekemu povzdigu rasizma in ksenofobije, kar je delno sigurno tudi odraz tega, kar dela politika. Zdaj veliko se govori o tem dejanju simbolnem Angele Merkel, ko je povabila migrante v Nemčijo. Meni se to zdi izjemna napaka. To vidim kot populistično potezo nekih politikov, ki s tem sledijo svojim ciljem. Ne moreš ti reči, pridite vsi k nam in vse bo super. Seveda, da ne bo, pač socialne zadeve ne delajo na tak način. Ne govorim zdaj o socialni podpori, govorim o tem, da če ti pripelješ kar naenkrat ogromno količino ljudi, ki so kulturno bistveno drugačni, v nek prostor in jih ne integriraš oziroma kvečjemu so takoj soočeni s predsodki in diskriminacijo, se oni seveda ne bodo vključili v družbo. Ne zato, ker se nočejo, ampak zato, ker jim je to izjemno oteženo. Tako da mislim, da ne moramo kar vse povprek povabljati priseljencev v Evropo in reči, vse bo super, ker ne bo. Pač tukaj je treba razmisliti malo bolj inteligentno, razmisliti, kako bomo te ljudi v družbo vključili. To je bil tudi namen mojega projekta, da se pomaga pri vključevanju v družbo in pri ozaveščanju slovenskega avtohtonega prebivalstva.